Sam še bolj pokazati. Jaz sem že bil malo podarstveta po svetu, samo tudi v slovenske pripravne obrambe, ki smo odgovorili kulturno-nacionalne vojaške tradicije. Veliko zanimljivih stvari. Kaj spodaj? Začetek, javno smo mogli posli, potem pa se počasi premikamo proti Slovarskom razstavišču, tam pa še tisti bolj iz številnih drobcev, iz nešteto bolj ali manj pomembnih dogodkov. A pogled v preteklost nemalokrat pokaže, da na koncu prav vsi ti drobci odločilno vplivajo na tok in na potek zgodovine. Prvotni namen leta 1968 ustanovljene teritorialne obrambe in nove doktrine splošnega ljudskega upora je bil okrepiti obrambne sposobnosti tedanje države. A kot rečeno, zgodovina obira vijugaste in nepredvidljive poti in na koncu je omenjena doktrina skupaj s teritorialno obrambo republikam ponudila edinstveno priložnost za dokaj samostojno obrambno organiziranost. Brez slednje pa, dobrih 20 let kasneje, zavarovanje slovenskega osamosvojitvenega procesa ne bi bilo tako učinkovito. Veseli me torej, da ste se zbrali na tem simbolnem mestu, na Trgu Republike, da spomnite na našo zgodovino, na pretekle dogodke, brez katerih bi bila sedanjost danes verjetno precej drugačna. Vsem, ki ste sodelovali pri domoljubnem zavarovanju slovenske osamosvojitve in vsem, ki se trudite ohranjati spomin na te prelomne, a obenem tudi težke in preizkušenj polne zgodovinske dogodke, iskrena hvala. Želim vam prijetno praznovanje in srečno. Spoštovani pripadniki teritorialne obrambe, vojni veterani, spoštovani predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil, spoštovani prvi predsednik Republike Slovenije, spoštovani ministerski zbor Vlade Republike Slovenije, spoštovani kolegi generali in spoštovani poveljniki, vojni poveljniki teritorialne obrambe, spoštovani visoki gosti.
Oblikovanje teritorialne obrambe pred 50 leti pomeni ponoven začetek nastajanja oborožene sile slovenskega naroda. Navedel sem besede generalmajorja Janeza Slaparja, prvega načelnika Republiškega štaba za teritorialno obrambo, ki je bil prvič v zgodovini slovenskega naroda odrejen predsedstvu Republike Slovenije kot vrhovnemu poveljniku slovenskih obrambnih sil. Izrečene so bile 49 let po začetku uvajanja teritorialne obrambe kot obrambne strukture znotraj splošnega ljudskega odpora. Na podlagi sklepov sprejetih na 64. seji Skupščine Socialistične Republike Slovenije, ki je bila 27. septembra 1968, so bile razvidne vsebine, ki so vodile do ustanovitve Republiškega štaba za splošni ljudski odpor. 20. novembra 1968 je Slovenski izvršni svet sprejel odlok o ustanovitvi Republiškega štaba, kar označujemo tudi kot ustanovni dan teritorialne obrambe. Tako se je leta 1968 zgodilo tisto, pri čemer so Slovenci krepeneli že leta 1919 in ponovno 1945, se so v letih dvakrat izgubili svojo obrambno silo. Kar je nastajalo po letu 1968 kot nova slovenska vojaška sila, je nastajala zato, ker so se ljudje zavedali, da razen kulture in jezika le oborožena sila in organizirana ter usposobljena sila zagotavlja razvoj in obstanek slovenstva. Potrebno pa je poudariti, da se je teritorialna obramba Socialistične Republike Slovenije kot vojaška organizacija razvijala znotraj jugoslovanskega obrambnega sistema kot omejeno samostojno organiziran del druge dela jugoslovanskih oboroženih sil. Samostojnost in značaj nacionalne oborožene sile je slovenska teo dokazala 1990 z zanikanjem legitimnosti federalnih oboroženih sil, saj smo se uprli znotraj mogočnega vojaškega stroja še v času, ko je bilo to nepredstavljivo. Zahtevna in zgodovinsko pomembna je bila razvojna pot teritorialne obrambe. Oblikovanje conskih štabov in enot do leta 1973 in razvoj prostorskih sil. Leta 1971 je bil sprejet prvi zakon o splošnem ljudskem odporu in uzakonjene so bile teritorialne enote, ki so se imenovali tudi partizanske enote. Od leta 1975 do konca leta 1979 se je končalo oblikovanje občinskih štabov teritorialne obrambe. Oblikovale so se manevrske in prostorske enote teritorialne obrambe. Končala se je notranja razdelitev prostora in na območjih 6 con so nastali pokrajinski štabi za teritorialno obrambo. Leta 1976 je bil sprejet zakon o ljudski obrambi, družbeni samozaščiti, varnosti in notranjih zadevah. Do sprejetja tega zakona se govori o splošnem ljudskem odporu, pozneje pa o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. Od vsega začetka Slovenija ni bila zadovoljna s trofejnim orožjem, ki ga je vsiljevala jugoslovanska ljudska armada. Sistematično ga je sredstvi republike, občin in delovnih organizacij nadomeščala in konec 80-ih let nadomestila z modernejšim orožjem. Sestavni del teritorialne obrambe v vojni je kljub nasprotovanju jugoslovanske ljudske armade postala tudi narodna zaščita, ki je bila posebna rešitev v Sloveniji in njena ustavna opredelitev je bila tako široka in prilagodljiva, da je omogočala njeno aktiviranje in angažiranje ob razmerah najneugodnejših za Slovenijo. Pri tem pa ni bila v ničemer kršena zakonitost. Ob to obdobje je bilo tudi obdobje utrjevanja teritorialne obrambe kot samostojne komponente oboroženih sil in njene notranje konsolidacije. Ob koncu tega obdobja se je kot uvod v naslednje obdobje spremenilo notranje razdelitev prostora, se število pokrajin poveča na 12, enakega ranga pa je tudi mestni štab za teritorialno obrambo Ljubljane. Razvojno pot teritorialne obrambe, ki jo je ovirala v začetku 90-ih let hotela prekiniti nekdanja federacija, smo verodostojno opisali v pravkar izdanem zborniku z naslovom Nastanek in razvoj slovenske teritorialne obrambe kot
del nacionalne vojaške tradicije. Tovarištvo, visoka stopnja samozavesti, vpetost v okolje, sposobnost visoke stopnje improvizacije, sodelovanje v procesu usposabljanja in urjenja, značilne uniforme, po katerih smo se ločili od teritorialne obrambe drugih republik, uporaba slovenskega jezika v vseh njegovih pojavnih oblikah, kot uradnega, poveljevalnega in sporazumevalnega jezika, vse to in še marsikatere druge značilnosti so bile tiste, ki so krasile in opredeljevale nacionalni značaj teritorialne obrambe Slovenije. V zborniku smo zapisali, da se je skozi razvoj teritorialne obrambe v prelomnih dogodkih ohranil človeški kapital, ki se je leta 1990 in leta 1991 pokazal kot odločilni dejavnik. Slovenski teritorialci pokažemo svoj pravi obraz v zaključnem delu zgodovinskega loka slovenskega uporništva in prizadevanji za nacionalno državo. Obdobje konca 80-ih let smo kljub težavam dočakali pripravljeni. Jugoslovanska ljudska armada nas ni uspela razorožiti in do njene agresije na Republiko Slovenijo smo uspeli na različne načine povrniti odvzeto orožje. Takratno politično vodstvo je z modro vodeno politiko zagotovilo naše nadaljne priprave za oborožen odpor in preko delovanja narodne zaščite omogočilo formalno pravno organiziranje in vodenje teritorialne obrambe v prehodnem obdobju, ko je po odločitvi političnega vodstva Slovenija bila prekinjena linija vodenja in poveljevanja med republičnim štabom, ki mu je poveljeval general Jugoslovanske ljudske armade Hočevar, in pokrajinskimi ter mestnim štabom za teritorialno obrambo Ljubljane. Po imenovanju vršilca dolžnosti poveljnika republiškega štaba za teritorialno obrambo in poveljnikov pokrajinskih štabov ter mestnega štaba Ljubljana je narodna zaščita zaključila svoje poslanstvo in svojo zgodovinsko vlogo. Izpostavljam, da je narodna zaščita v tako imenovani zeleni ali vojaški veji bila skoraj v celoti sestavljena iz pripadnikov teritorialne obrambe in delavcev na oddelki za ljudsko obrambo in tudi zato uspešno zaključila svoje poslanstvo. Njeni člani pa so ponovno prešli pod poveljstvo republiškega štaba, ki je bilo prvič neposredno podrejeno slovenskemu predsedstvu pod svojemu vrhovnemu poveljniku. Ta ista teritorialna obramba je v vojni za Slovenijo skupaj s takratno milico in ob celoviti in učinkoviti podpori celotnega prebivalstva izpolnila svojo zgodovinsko vlogo. In slovenski narod se tega danes še kako zaveda. Spoštovani, naše slovesnosti ob 50. obletnici teritorialne obrambe niso same sebi namen in niso uperjene zoper nikogar, še manj pa poveličevanju česarkoli. Namenjene so kot zahvala, priznanje ter pomnik pripadnikom teritorialne obrambe in vsem, ki so ne glede na državno ureditev prispevali k obrambi Slovenije, pa ne zato, ker so morali, temveč zato, ker so hoteli. Namenjene so ljudem, katerih del danes sedi v tej dvorani, namenjene so mnogim, ki se le tej in takšnih prireditev ne morejo več udeleževati. Še posebej pa so namenjene ljudem, ki niso več med nami. Zato odločno zavračamo trditve posameznikov o dveh teritorialnih obrambah, kajti takšne trditve so žalitev vseh omenjenih v mojem nagovoru. Nam, spoštovani, ni bilo potrebno pisati pristopnih izjav za prehod iz ene teritorialne obrambe v drugo. Mi smo bili v teritorialni obrambi. In ne nazadnje, namenjene so državi Sloveniji in njenim voditeljem kot spomin in še bolje kot opomin. Danes pred slovesnostjo smo se simbolno poklonili državi pred državnim zborom, hramom demokracije. Pokazali smo, da spoštujemo svojo državo, čeprav smo zaradi naše vloge v procesu osamosvajanja velikokrat kritični do tistih, ki jo vodijo.
Želimo, da naši državljani živijo v miru in blagostanju in nihče si ne sme dovoliti, da zaradi strankarskih ali osebnih interesov navedeni vrednoti zanemarja ali pa celo uničuje. Sporočilo današnje osrednje slovenskosti naj bo spoštovanje do vseh tistih, ki so branili in branijo svojo domovino in s tem svojo in našo svobodo. Kajti država, ki potrebuje vojake in vojsko le v vojni, nima svetle prihodnosti. Spoštovani gospod predsednik, vabim vas, da nam spregovorite. Spoštovani prvi predsednik Republike, spoštovani predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, spoštovani veterani vojne za Slovenijo, visoki gostje, gospe in gospodje. Najprej, spoštovani predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, da se najprej čisto človeško predem grem v moj govor obrnem k vam in se vam zahvalim, da ste me povabili na današnjo prireditev. To pravim zato, ker so se s predsednikom že zgodaj poleti prvič pogovarjala o obeležitvi ustanovitve teritorialne obrambe in predsednik je vedel, da imam glede praznovanja same ustanovitve teritorialne obrambe zadržano mnenje. Kljub temu se je odločil kasneje, da me povabi na to slovesnost. Jaz pa sem vabilo sprejel in v naslednjem govoru bom pojasnil, zakaj imam zadržano mnenje in zakaj sem na sprejel. Letos mineva 50 let od ustanovitve teritorialne obrambe Slovenije. Teritorialna obramba Slovenije ni bila ustanovljena zato, da bi nekoč v prihodnosti vojaško zavarovala osamosvojitev Slovenije. Če bi tedanja jugoslovanska oblast samo slutila, da jo bo, bi jo prepovedala, ne postanovila. Da je teritorialna obramba lahko vojaško zavarovala osamosvojitev Slovenije, je morala biti v letih 1990 in 1991, v času Demosove vlade, deležna prelomnih sprememb. Te spremembe so bile ustavno-pravne, organizacijske in kadrovske narave. Mogoče jih najbolje ilustrira ustanovitev manevrske strukture narodne zaščite, kot izraz potrebe po oboroženi sili novo nastajajoče države. Te spremembe so zagotovile, da je sčasoma teritorialna obramba Slovenije začela postajati slovenska vojska. Temu sta pripomogli usposobljenost in znanje pripadnikov teritorialne obrambe, ki so dobili še pred tem, njihova vpetost v lokalno okolje in velika napora med ljudmi še pred tem, med tem in potem. Te spremembe, ki sem jih omenjal, so bile tako prelomne, da teritorialna obramba pred njimi in po njih ne bi bila enaka in ne ista. Tu ni te kontinuitete, vendar pa je ena res. In ta je bistvena, to so ljudje. Drugače povedano, velika večina pripadnikov teritorialne obrambe pred spremembom leta 1990 in 1991 so bili pripadniki teritorialne obrambe kot novo nastajajoče slovenske vojske, ki je po leti 1991 vojaško zavarovala osamosvojitev Slovenije. Slovenska vojska ni neposredna naslednica teritorialne obrambe, kot je bila ustanovljena pred 50 leti. Po slovenski vojski je prvič zadišala pred 28 leti. Šele po prelomnih spremembah teritorialne obrambe v začetku 90 let se je začela vzpostavljati vojaška sila nove države. Velik del novo nastajajoče slovenske vojske so ali ste sestavili prav obvezniki teritorialne obrambe. Fanti in možje, ki ste bili in ostali zvesti svojemu narodu. V usodnih dneh niste sledili oboroženi sile, kateri del formalno sledili,
pač pa svojemu narodu in svojemu političnemu vodstvu. Spoštovane gospe in gospodje, pred in po plebiscitu za samostojno Slovenijo se je slovensko politično vodstvo enotno postavilo za ustanovitev lastne države. To je pomembno olajšalo preoblikovanje teritorialne obrambe v slovensko vojsko. Privarčujemo si ugibanje, kako bi sicer brez teritorialne obrambe, ki jo je ohranila, a korenito spremenila nova slovenska država, vojaško zavarovala svojo neodvisnost. Ker je vladala izjemna politična enotnost, si dovolim misliti, da bi to uspelo v vsakem primeru. Toda, verjetno je bilo to hitreje in lažje s spremembami obstoječe teritorialne obrambe z vsemi tradicijami, ki jih imela. Zato mnogi čutite potrebo, da se slovesno obeležitvijo spomnite tudi same ustanovitve teritorialne obrambe, še zlasti zato, ker je bil od njene ustanovitve naprej njen poveljevalni jezik slovenščina. Glede obeleževanja ustanovitve teritorialne obrambe imamo potem taka lahko različne občutke in mnenja, vendar pa to nikakor ni dovolj tehtni razlog za poglabljanje polemik o nastanku slovenske države in slovenske vojske. Spoštovane gospe in gospodje, pred 2 letoma sem obiskal eno od srednjih šol. Pripravili so razstavo o nastanku slovenske države in slovenske vojske. Med drugim so postavili tudi pano o manevrski strukturi narodne zaščite. Na panoju sta bila ustanovitev in namen manevrske strukture predstavljena z interpretacijo številka 1 in interpretacijo razlago številka 2. Na moje začudenje in vprašanje, zakaj so se tako odločili, so mi profesori dejali, da so skušali biti, glede na velike polemike o tem vprašanju, politično korektni. Mislim, spoštovane gospe in gospodje, da gre za dogodek, ki nas ne sme pustiti ravnodušni. Mi, nihče drug, mi smo žive priče teh dogodkov in imamo neko osebno dojemanje. Naše otroci ga nimajo. Zelo veliko sem med njimi. Upam si reči, da veliko več naših otrok ve, kdo je bil Steve Jobs, ustanovitelj Apple, kot kdo je bil recimo Jožef Pučnik, nestor slovenske države. Spoštovane gospe in gospodje, ljudje smo različni in imamo vsem lahko zelo različna mnenja, tudi o osamosvojitvi in nastanku slovenske vojske. Vendar se mi zdi ne glede in kljub, morda prav zaradi teh razlik, politično nezrelo, da poglabljamo te politične razlike in to o edinstvenem zgodovinskem času, ko smo bili Slovenci enotni kot nikoli poprej in pozneje. Domala enotno smo glasovali za samostojno neodvisno državo in brez kančka prilite bratovske krvi smo enotno vojaško zavarovali. Ta enotna odpor agresorju so žal nekateri naši vojaki tedaj plačali življenje. Bilo bi čudaštvo prve kategorije, če bi se Slovenci pomirili glede narodnega razkola sredi 2. svetovne vojne in se razklali glede narodne enotnosti v času osamosvajanja. V bistvu smemo, ne glede naše različne stališče, čutiti neko moralno dolžnost vsi, da se izognemo vsem tistim političnim prepirom, ki bi utegnili nepotrebno zasenčiti sijaj tega epskega dosežka, te politične in narodne enotnosti, ki je omogočila ustanovitev lastne države. Že za voljo naših otrok in vnukov, že za voljo prihajajočih rodov, se moramo skupaj potruditi, da v kolektivnem zgodovinskem spominu osamosvojitev ostane vrednostno središče slovenske nacije. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, življenje ni črno ali belo in ločnice v obdobjih niso vedno ostre kot brito. Življenje je pogosto barvito in ločnice med obdobji v zasebnem in javnem življenju dostikrat mehko prehajajo, da človek težje razbere razliko med starim in novim. Poleg tega imamo vsi pravico, da vse te ločnice in barve vidimo po svoje. Pravico imamo, da ta svoja stališča tudi javno zagovarja. V demokratični družbi je sprejemljivo, da se o tem tudi kregamo, čeprav se seveda žali ne smemo. Očitno je, da imamo v nekaterih
zadevah glede slovenske osamosvojitve in slovenske vojske tudi precej različna stališča. Kot predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil sem dolžan opaziti, da se te razlike poglabljajo do te mere, ki lahko prizadane kolektivni slovenski spomin o naši narodni in politični enotnosti v času osamosvajanja. Z vidika bodočih rodov se mi zdi to neodgovorno. Na koncu. Ali je zato odveč pozvati vse vas, vse akterje tedanjih prelomnih dogodkov, da prav zaradi različnih mnen o njih sedemo skupaj in vsaj glede najodločnejših, najbolj pomembnih vprašanj date bolj ali manj enotne odgovore in pojasnili. Kako ne sicer od učiteljev in profesorjev pričakujemo, da bodo to storili namesto nas? Tako tistih, ki menite, da je prav, da se praznuje 50. obletnica ustanovitve teritorialne obrambe in tistih, ki temu ostro nasprotujejo. Spoštovane gospe in gospodje, menim, da se je vredno potruditi in v trdnem upanju, da nam bo na koncu to uspelo, vas lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem za to pozornost. Najlepša hvala, spoštovana govornika. Oh
svetovni vojni se nismo izkazali le kot borci proti fašizmu in nacizmu in bili del zmagovitih zavezniških sil, katerih del smo formalno tudi danes. Izkazali smo se tudi v človečnosti. Dwight Eisenhower se je s posebno diplomo in s temi besedami zahvalil upravnici bolnišnice Franja, doktorici Franji Bojc-Vidovec. Tega, kar ste zorili za nas, ne bomo mogli nikoli poplačati. Ne bomo pa tega nikoli pozabili. 8. januarja 1943 je okoli 2000 mož nemških policijskih enot in enot gorskih lovcev obkolilo 70 partizanov v bataljonskem taboru pri Osankarici. Do prvega hudega spopada je prišlo okoli 3:45 dopoldan. Nemci so imeli takoj 4 mrtve in 5 ranjenih. Partizani so se borili 2 uri in pol, dokler niso bili vsi ubiti. Lahko kdo reče, da padli borci pohorskega bataljona, ki se je boril do zadnjega, ne glede na simbole na kapah, niso bili domoljubi. Come
nas, ki smo tu, smo zapuščali svoje domove, dekleta in šli v JLA, v povsem novo in drugačno okolje, tudi 1000 kilometrov od doma in prisegli, da bomo za bivšo državo dali svoje življenje. Danes, ko je laž povsem sprejemljivo orodje političnega boja, prisega in čast nista več v modi. Lahko kdo reče, da nismo bili domoljubi, saj smo za državo slovenskega naroda prelomili svojo častno besedo, ki je za moškega največ, kar lahko prelomi. Kot mladi fantje, ki še niso obravili prve žiletke, dišeči po pitralonu in mokri po licih od dekliških solz, smo prišli v povsem novo okolje. Toda vestno in odgovorno smo se učili in naučili vojaških veščin. Doma so nas čakale mlade oči, ko so bile ljubezni še zmožne ljubiti nadaljavo, krepeneti, trpeti in čakati.